Enid Blyton, 5 prijateljev. Na otoku zakladov. Mami, kako bo z letošnjimi poletnimi počitnicami? Je vprašal Julian pri zajtrku. Gremo spet v Polzit? Nažalost ne, je odgovorila mama. Za to poletje imajo že vse zasedeno. 3 otroci pri mizi so se razočarano spogledali. Zelo so se že veselili počitnici v Polzitu. Plaža je tam prav imenitna, kopanje v morju pa resnični užitek. Glave pokonci, se je vmešal v pogovor oče. Bomo že našli kaj drugega, prav tako prijetnega. Sicer pa mama in jaz letos ne bova šla z vami. Vam je že povedala? Ne, je presenečeno vzkliknila Anne. Je to res, mami? Ne moreš z nami? Doslej še nikoli nismo šli nikamor brez tebe. Tokrat očka želi, da grem z njim na Škotsko. Sama bova šla. In ker ste vedno bolj odrasli in že lahko sami skrbite zase, sva menila, da bo tudi vam všeč, če boste preživeli počitnice sami. A zdaj, ko ne morete v Polzit, res ne vem, kam bi vas poslala. Kaj pa, če bi šli k Quentinu? Je nenadoma vprašal oče. Quentin je bil njihov stric, očetov brat. Otroci so ga videli le enkrat in so se ga na tihem malo bali. Bil je visoke postave ter čemernega obraza, po poklicu pa znanstvenik in je ves svoj čas posvečal študiju. Z družino je živel nekje ob morju, to pa je bilo tudi vse, kar so vedeli o njem. K Quentinu, je mama našobila ustnice. Kako pa si se spomnil nanj? Ne morem si predstavljati, da bi bil posebno navdušen nad otroškim živžavom pri sebi doma. Saj nimajo prav velike hiše, kaj ne? Motiš se, jo je pomiril oče. Pred nekaj dnevi sem v mestu srečal Quentinovo ženo in zdi se mi, da jim ne gre ravno rožnato. Fanny je rekla, da bi bila prav vesela, če bi dobila gosta ali dva in s tem nekaj dodatnega zaslužila. Njihova hiša stoji ob morju, to bi bilo kar primerno za otroke. Poleg tega je Fanny zelo prijetna, gotovo bi lepo skrbila zanje. O tem ne dvomim, je prikimala mama. In hčerko imata s precej nenavadnim imenom, kako že, se res, Georgina je. Koliko je zdaj stara? Kakih 11, bi rekla? Toliko kot jaz, se je oglasil Dick. Hecno, da imamo sestrično, ki je nismo nikoli videli. Gotovo ji je zelo dolg čas, ker je edinka. Jaz imam Juliana in Anne, da se igram z njima. Georgina pa je čisto sama. Po mojem bi nas bila vesela. Prav imaš. Tudi teta Fanny je rekla, da bi se Georgini prileglo malo družbe, je prikimal oče. Pa smo rešili počitniško zadrego. Telefoniral bom Fanny in se dogovoril, da pridete k njim. Zaslužek ji bo prišel prav, Georgina pa bo vesela, da bo dobila počitniško druščino. In midva bova vedela, da je najin naraščaj na varnem. Knjigo lahko do konca poslušate v mobilni aplikaciji Mladinska knjiga Plus. Poleg nje pa lahko prisluhnete še mnogim drugim uspešnicam. Aplikacijo lahko 14 dni preizkušate brezplačno.